Pozdravljeni. Danes bom naredil intervju s Silvo Požlep, ki je vodja organizacije IDM. Silva pa je tudi grafična oblikovalka, inženirka multimedije, specialistka digitalnega marketinga, piska besedil, ekonomistka in pa magistra menedžmenta. Silva, beseda predajam vam, prosim, da poveste malo več o sebi. Jakob, najlepša hvala. Ja, sem res vodja organizacije IDM v bistvu in ta organizacija obstaja zdaj že 20 let. Zanimivo je to, zakaj je nastala, predvsem zaradi tega, ker sem ugotovila 20 let nazaj, da je en velik problem v šolstvu in pa gospodarstvu, da med seboj nekako nista povezana, ne. To pomeni, da tisti inženirji multimedije, ki so prišli iz šole, so se izšolali, niso se mogli usesti za računalnik in pa že začeti v podjetju delati različne aplikacije, stvari, ki jih pač multimedija počne, to so razna oblikovanja, montaže, video, fotografiranje in tako naprej, vse, kar je v zvezi z mediji. Zato je naša organizacija nastala, ker sem že takrat imela veliko praktičnih izkušenj v različnih teh organizacijah, študijih, raznih. In sem nudila študentom pomoč pri tem, da so preko naših brezplačnih ali pa tudi plačljivih projektov lahko delali na konkretnih projektih in sem jih vodila, v bistvu, kaj točno res je treba narediti, da si usposobljen, da se usedeš za en sedež in pač začneš samostojno razmišljati. Najbolj važno mi je bilo to, da začneš samostojno razmišljati. Takrat sem ugotovila v bistvu, da sem izjemno dobra profesorica in pa tudi coach, mentor. To mi gre zelo dobro od rok in to sem delala 18 let v bistvu, ne. 2 leti nazaj pa se je naša organizacija spremenila, mogoče še celo malo več kot 2 leti, in sicer sem ugotovila, da delo za denar ni najboljša stvar. To pomeni, da nikoli ne prideš na zeleno vejo in da pač tisto plačo imaš, davki ti jo poberajo zelo veliko, potem so davki, ko stvari kupuješ in naša organizacija v bistvu nikoli ni bila, ne vem kako, zelo podprta od države, nismo dobili v bistvu sredstev, sem ter tja kaj, bolj so nas podpirali kakšni donatorji, ker delamo seveda prostovoljci v naši organizaciji. Smo tudi v bistvu zaposleni oziroma pač neka stalna skupna ekipa, zdaj naša vizija je, da se predvsem povezujemo, vendar je nastala ta težava, da kako se financirati, ne, kako se financirati. Jaz nikoli v življenju, tako sem bila vzgojena, pač v takih razmerah sem zrasla, da je revščina bila poudarjana, da pač moraš veliko garati za malo denarja, da je samo to pošteno in v redu in da so bogataši za nič. In danes ne razmišljam več tako, ne, ker sem ugotovila, sicer zelo pozno, po 30 letih dela, da je fino je imeti malo več denarja. Zakaj? Zaradi tega, da lahko poskrbiš za svoje zaposlene, da oni poskrbijo za svojo družino, da sam poskrbiš za svojo družino, da lastna organizacija res ima profit in ima likvidnost, ima nek background, zaledje in ne rabiš v bistvu nekoga izven tega, ne. To je v bistvu predvsem cilj, ki ga pač zdaj trenutno je v moji glavi in ki se mi je tudi v bistvu priključilo več drugih ljudi. Tako da, to bi bilo mogoče na kratko. Zdaj, ko si omenil, da pač delam več stvari, a ne, od oblikovanja pač to so stvari, nekako sem šla postopoma kot grafične oblikovalke, to je bila moja srednja šola.
takrat smo bili oblikovalci še kar gospodje. Potem pa naprej sem videla, da pač je treba iti bolj v računalništvo, pač multimedijo, bolj široko. Čas se je tako spreminjal v 30 letih in potem je bilo treba še začeti delati na trženju, se pravi, sem se usposobila tudi seveda v digitalnem marketingu, to je bilo nujno, zaradi tega, da za nas, za našo organizacijo in pa tudi za stranke, ki jih pač imamo, da poskrbimo, da so čim bolj vidni v medijih, v katerihkoli, pa naj bojo to klasični mediji, se pravi tiskani, ki se še vedno so aktualni, in pa digitalni mediji. Ker začela sem seveda v klasičnih tiskanih medijih, potem sem nadaljevala na televiziji, na radiju, sem vodila oddaje, tako da imam res en tak zelo širok spekter izkušenj, dobrih in nedobrih v bistvu, in z vseh sem se naučila zelo veliko, tako da moja prednost pred ljudmi, ki so mlajši od mene, je v tem, da imam veliko kilometrine in se hitro znajdem, pač imam neko logiko. Tako da oboje je to. V redu. Zdaj, mogoče nisem omenil, ampak jaz sem študent pri gospe Silvi, opravljam prakso pri njej. Rad bi vas vprašal, kakšne so vaše dosedanje izkušnje bile z različnimi študenti in pa mladimi ljudmi, s katerimi ste delali? Ja, zelo zanimive. Jaz v mladosti najmanj, kar bi si mislila, da bom kdaj delala z mladimi, pa študenti. Nisem vedela, da imam ta talent. Zdaj, zakaj me mladi vlečete, v bistvu lahko rečem? Zaradi tega, ker imate nov način razmišljanja. Zelo napreden način in nam, starejšim ljudem, date lahko ogromno znanja, ogromno novih idej, kako lahko rešimo težave, probleme, ki smo jih mi nakopali, starejše generacije. Ker tiste generacije, ki smo nakopale določene težave, probleme, ki jih zdaj trpimo vsi skupaj, in starejši in mlajši, te težave v bistvu bomo mi, starejše generacije, izjemno težko rešili zaradi našega mindseta, če se angleško lahko izražam, oziroma naučenosti, napak, ki jih ponavljamo, pa mislimo, imamo prepričanje, da je to v redu. Pa ni, Mlad človek, to veste recimo starši, tisti starši, ki boste tale video gledali, sigurno veste, o čem govorim. Jaz sem delala tudi v materinskem domu z otroki, pa potem na Akademiji za multimedije sem zelo veliko predavala mladim, to se pravi ljudem tam od 19 do 25 let in malo starejšim. Še vedno imam veliko študentov na praksi in delam pač z vami. In kaj je prednost? Pač jaz se ogromno učim od vas. Vi imate resnično dobre ideje, kako rešiti te težave, in jaz to poslušam, pa še nekaj je v bistvu hitrejši, ker ste rojeni pač v digitalni dobi, dobesedno, hitreje štipkate, hitreje se znajdete, hitreje najdete rešitve v tej digitalni dobi. Imam zelo veliko prijateljev in ljudi poznam, ki so moje starosti, jaz bom zdaj jutri dopolnila 51 let. In veliko ljudi razmišlja tako, kot sem jaz razmišljala nekaj let nazaj. Da moramo ukiniti računalnike, da moramo iti nazaj na zemljo, delati tako, kot so delali včasih. Še celo magistrsko nalogo sem naredila iz tega področja samooskrbe, ker me to izjemno zanima, zdravje in samooskrba. Kako so včasih se samooskrbovali, in zanimalo me je, zakaj je ta samooskrba, zakaj so družine propadle, zakaj so moški odšli v tovarne, v mesta in so zdaj vasi popolnoma prazne.
Zdaj o tem ne bi, to si preberete v moji magistrski nalogi, zelo dobro to piše in je izjemno brana in zelo zanimiva zadeva, kar sem ugotovila. Bi pa rada poudarila eno drugo stvar. Dojela sem, da človek ne more iti nazaj v svojem razvoju. Človeštvo ne more iti v votline, ne more iti nazaj. Tudi ne bo sprejelo tega. Človek mora iti naprej. In sem dojela, da moderne tehnologije, ki jih sprejemamo, tudi starejši, bodo na nek način človeka zamenjale in rešile težavo. Zakaj? Zaradi tega, ker človek je zmotljivo bitje. Mi se zmotimo, računalnik se ne more zmotiti. Če mu vneseš pravilne podatke, bo delal čisto v redu. In računalnika ne moreš podkupiti, ne more biti skorumpiran. In iz tega v bistvu so nastale nove tehnologije, kot je na primer blockchain, če ste za to že kdaj slišali. To je ideja, da bi pač stvari bile bolj pravične in da se jih ne bi dal spreminjati za naprej, za nazaj, kakorkoli. In jaz mislim, da je to ena vrsta rešitve, da nam tehnologija olajša stvari. Je pa res, da so centralizirani sistemi, ki nam onemogočajo ta napredek, kar pa mladi vidijo in se nagibajo zdaj k temu, da bi vsak posameznik bil samooskrben v znanju. Zdaj znanje pa mora biti na vseh področjih. Od tega, da znaš se prehranjevati pravilno, do tega, da znaš računalnik uporabljati pravilno in druge stvari. V bistvu tudi finance so izjemno pomembna stvar. Ker jaz sem v življenju zavračala to. Nisem hotela imeti nobenega opravka z denarjem, ker sem mislila, da je to vir zla in je to napačno razmišljanje. Denar je samo sredstvo. Pika. Zdaj, na to temo se bova še vrnila s financami in pa mogoče celo tudi blockchain, kakšen stavek o tem še več poveva. Najprej bi vas pa vprašal, s čim se ukvarjate? Kaj bi lahko povedali ljudem, da imate največ izkušenj? S čim imate največ izkušenj? Ja, prav z mladimi in z vodenjem. Z vodenjem, v bistvu pač z izobraževanjem imam največ izkušenj, to delam že zelo, zelo dolgo časa. Že začela sem izobraževati računalništvo, pač ranljive skupine, brezposelne, starejše in zdaj v bistvu se ukvarjam vedno bolj z mladimi. Vidim tukaj perspektivo in da lahko jim moje izkušnje predam. Potem zelo močna sem v grafičnem oblikovanju, izvedbeno grafično oblikovanje, recimo celostne grafične podobe, kako brand postaviti na noge od začetka. Tudi v bistvu ukvarjala sem se tudi recimo s spletnimi stranmi, vendar zato imamo zdaj bolj usposobljene ljudi, ker nisem programer in moraš imeti v organizaciji ljudi, ki so sposobnejši od mene. To je moje razmišljanje. Pač meni je najbolj važno, da lahko to organizacijo vodim, da deluje, da imamo stranke, da poberemo naročila in da jih tudi izpolnimo in da smo vrhunski v tem. Skrbim za kakovost. Potem drugače, kaj jaz prav delam v organizaciji, sem pa ta glavna pri pisanju besedil. To delam že več kot 30 let v klasičnih medijih in zdaj tudi v digitalnih medijih. In je zelo velika razlika, ali napišeš članek za revijo, časopis ali za spletno stran. Optimiziram te članke recimo za spletne strani. To pomeni, da so po ključnih besedah čim više, oziroma pa da pridejo na prva mesta v Googlu in drugih iskalnikih, da stranke imajo profit od tega. Tako da tekstopis je, v bistvu pisanje besedil je pač moja zelo, zelo, zelo močna zadeva. In pa tudi stranke, ki se obrnejo na nas za optimizacijo same spletne strani. Pač to zelo dobro
obvladam. In tudi, ko delam, zbral sem v digitalnem marketingu, delam tudi v bistvu z različnimi mediji, kot so Facebook, LinkedIn, Instagram in tako naprej. In tudi za to pišem besedila in pač, ko bi to razložila, pomembno je tudi spremljati, zabrav statistiko, analizirati, kaj je dobro, kaj ni dobro, to jaz delam v bistvu, pač to imam čez, recimo pa tudi mailinge, se pravi pošiljanje besedil in pa tudi analiziranje odzivov strank preko mailinga za nas in pač za naše stranke, ki želijo, da jim pač mi res na nekem visokem nivoju to pač počnemo. To delam trenutno z MailChimpom, so pa druga orodja zelo podobna kot to, odvisno, kaj pač organizacija preferira. To so stvari, recimo, pač, kar se grafičnega oblikovanja tiče, sem zelo dobra v tem in imam pa rada, da sodelujemo, pač, ker pri grafičnem oblikovanju ni fino, da je samo en stil. Mi imamo več oblikovalcev v naši organizaciji, zaradi tega, da lahko stil prilagodimo določeni organizaciji. Zdaj, če so mlade organizacije boljše, da dela to mlajša oseba, ki nekako se bolj ujame s tako organizacijo, z razmišljanjem, s ciljno stranko. Ja, tudi to v bistvu delam, da definiram produkte za podjetja, če nimajo definiranih, kar pomeni, da je dober opis produkta, da ljudje takoj na prvo žogo točno vidijo in slikca in potem besedilo, kaj ta produkt njim ponuja in katero težavo rešuje. To bi morala poudariti, da ni dovolj samo, da nekaj napišeš, ne moreš biti v internetu med prvimi, če ne rešuješ neke zelo dobre težave. Tako da tudi zbiramo, katere produkte in katera podjetja bomo obravnavali oziroma pač sodelovali z njimi, ker ni vsak produkt dober za prodajo. Če ne rešuje težav, nimaš uspeha in to je velika škoda potem. Tako da s strankami sem zelo iskrena in povem, kaj, ko pregledam njihovo spletno stran in pač marketing, ki ga imajo, in iskreno povem, kje se da še izboljšati, kje v bistvu so do sedaj delali napake iz izkušenj, kaj je treba narediti in v bistvu tudi, kateri produkti najboljše seveda tudi, da mi dajo prodajo oziroma pač podatke o prodaji teh produktov za zadnjih 5 let. Potem imam seveda tudi jaz podlago, da jim lahko razložim, da pač določeni produkti je boljše, da se umaknejo iz prodaje in se forsirajo produkti, ki grejo v prodajo. Zato podjetja imajo potem več prihodkov in to je cilj. To je cilj. Kakor so že prej omenila finance, zdaj, glede na to, da ste vodja organizacije IDM, bi lahko predvideval, da vodite tudi sami računovodstvo in pa finance te organizacije? Ja, to je bilo meni na začetku grozno težko. Računovodstva nisem razumela, financ nisem razumela nikakor in tudi je šlo nam enkrat boljše, drugič pa ne. In nisem razumela, zakaj nihajo, zakaj finance nihajo. In potem sem dojela, da če hočeš biti dober podjetnik, naša organizacija sicer izhaja iz neprofitnosti, imamo tudi profitni del in iz tega profitnega dela se več ali manj financiramo. In kaj sem dojela, da vodja organizacije, podjetnik, pa ni važno, a si moški, a si ženska, mora imeti v bistvu podlago
dve stvari sta izjemno važni. Se pravi, da razumeš vodenje financ in računovodstvo in da to znaš urediti sam. Sicer jaz to na začetku uredim sama, potem pa dam zunanjemu računovodstvu, da to dokonča, ker so še ene stvari, ki jih je treba potem z državo komunicirati, s čimer se pač računovodstvo ukvarja. In potem je treba druga stvar, ki je izjemno pomembna, je obračanje in vlaganje denarja. Tega dolgo let nisem razumela, zdaj pa razumem. Nisem sama prišla do tega, imela sem mentorje. Jaz ko sem ugotovila, da ne znam, sem začela iskati najboljše ljudi na tem področju in eden od glavnih, ki mi je pomagal z nasveti in pa, ko sem tudi začela moja prvih delavnic, je bil, moram omeniti prav Roberta Roliha, ki ga močno priporočam. Njegove delavnice so me nekako ozavestile, katapultirale v bistvu na tem področju, tako da sem najprej znanje nabrala in potem sem začela pač tudi delati. Najprej sem sledila mojim mentorjem, delala sem tako, kot so oni rekli, zato ker najprej se naučiš abecede in to abecedo moraš znati sestaviti v nekatere besede. Potem pa, ko sem to že nekako obvladala, sem začela iskati svoje načine in sem našla še druge mentorje in druge možnosti in sem ugotovila, da da ni možno zaslužiti čez noč. Zato, da imaš ti neko dolgotrajno bogastvo, sredstva, ki so tvoje zavarovanje. Zavarovanje za življenje in zavarovanje za podjetje oziroma za organizacijo. To moraš imeti, če hočeš, v bistvu, ko zaposliš ljudi, si odgovoren zanje. In ne moraš kar jutri zapreti in dati ljudi na cesto. To ni v redu. Ker če odpreš organizacijo in zaposliš ljudi, moraš dolgoročno razmišljati in moraš biti dober vlagatelj. To pomeni, da bo organizacija čez 15, 20, 30, 40, 50, 100 let imela še vedno sredstva, iz katerih se bo financirala tudi v času krize, kakor je danes. Danes je kriza precej globoka. Mislim, da še ni pokazala vseh svojih zob, ki jih bo pokazala. Je pa kriza izjemna priložnost za vlagatelje in za podjetnike. Tisti, ki imajo dobre ideje in se dobro znajdejo in jih ni strah, to je najbolj pomembno, tisti bojo zdajle zagrabili priložnosti in tudi sredstva so ta trenutek poceni. Lahko kupite, zdaj v bistvu vse je padlo dol. Zdaj tisti, ki razumete zemljo ali pa zlato ali pa delnice, pač kupite te stvari, ker so kar poceni. Tisti, ki razumete kripto, pa pač kupite kriptosredstva, je pa treba tukaj biti zelo previden, ker smo na začetku te dobe in je dosti prevar in pač tudi stvari se kar hitro spreminjajo na tem področju. Jaz sem za našo organizacijo našla sredstvo v kriptosvetu, ki je izjemno zanesljivo na dolgi rok, to me zanima, da pač nekam vložiš na dolgi rok in da se ti to plemeniti, ne da izgublja vrednost, denar ali pa sredstvo. In to je HEX sistem, ki ga pač lahko v mojih videih kar veliko razlagam o tem sistemu, pa če vas zanima, si poglejte tudi ostale moje videe. Zdaj pa, da zaključiva ta vprašanje. Če bi bili spet mladi, kako bi delali drugače z vašimi financami? Kaj bi, če bi zdaj lahko se pogovarjali z mlajšo verzijo vas, kaj bi mlajši Silvi rekli, naj naredi s svojim denarjem? Ja.
po eni strani mi je žal, da nisem imela nobenega mentorja, ko sem bila mlada, ko sem bila otrok, ko sem bila mlada, nisem imela nobenega dobrega zgleda. V moji okolici ni bilo podjetnikov, ni bilo uspešnih kmetov, recimo, ne. Ni bilo, ampak so bili sami neki tako povprečni delavci in super bi bilo, da bi bila zdajle spet mlada po eni strani. Po drugi strani mi pa ni žal. Zaradi tega, ker to, kar sem dala skozi, ker moje življenje res ni bilo lahko, v bistvu veliko je bilo revščine in veliko je bilo negativnih stvari, tudi v sami družini ni bila v redu, ampak zdaj smo super, a ne, pač, ker smo vsi zrastali in smo bili vsi, hvala Bogu, pripravljeni delati na sebi, s starši in ostalimi vred. Tako da sem izjemno zadovoljna, ker če teh stvari ne bi jaz dala skozi, ne bi mogla biti tako dobra mentorica. Ni variante, ne bi mogla razumeti mladih, ki so na istem, kakor sem bila jaz takrat, se pravi, koliko je to nazaj? 40 let, a ne? Ne bi jih mogla razumeti, zaradi tega, ker še vedno so velike razlike pri mladih, vidim, a ne, pač pri vas vidim, ko ste v naši organizaciji, da se obnašate se tako kot vaši predniki, a ne, pač zdaj odvisno je pa, kaj so vas naučila, ne, in jaz sem vam pa to, jaz imam pa to nalogo, da vam predstavim, da obstajajo drugi načini življenja, drugi načini razmišljanja in kdor želi, pri nas ni nič prisiljeno, da to pač tako mora biti, kdor želi, se to v bistvu lahko vklopi, če pa nekdo se prav ne more nikakor vklopiti, pa običajno sam gre v drugo skupnost. Zdaj, kaj bi jaz naredila? Jaz sem začela delati, ko sem bila stara 14 let, a ne. Zdaj, to je bilo še v Jugoslaviji in če so ti dovolili, si lahko začel delati, v bistvu, in sicer sem delala za strojem, še spomnim se podjetja Plutal, imela pač zamaške, smo delali za različne steklenice. Jaz sem mogla obvladati stroj, zdaj glede na to, da je moj oče električar in pa vzdrževalec strojev bil, je mene to grozno zanimalo in imam tudi talent za to, a ne, pač mene tehnika izjemno zanima, zato se tudi z računalništvom ukvarjam in me tudi novodobne tehnologije zanimajo, a ne. Kaj bi naredila? V bistvu ta denar, ki sem ga jaz takrat prislužila, jaz sem vse v bistvu zapravila za jakno, usnjeno, ko sem hotela biti rocker, pa potem radio, najboljši, pa ko sem hotela, pa plošče smo imeli, takrat smo poslušali tiste, ki so se vrtele, to sem celo premoženje sem dala v bistvu samo za te stvari, a ne. Zdaj, na žalost sem te plošče dala prijateljici, da jih je čuvala, in ko sem se vrnila nazaj, jih je podarila, na žalost, ker danes bi te plošče starinske bile velika vrednost. Sredstvo, a ne. Jaz nisem vedela takrat, da je to lahko dejansko tudi sredstvo, a ne. Nihče mi ni naučil, v bistvu v Jugoslaviji ni bilo težko denarja zaslužiti, bil si dobro plačan, plače so bile zelo v redu, tudi delavske, danes ni več tako. In tudi prihrano si lahko, razen takrat, ko je bila hiperinflacija, takrat to se še zelo, zelo, zelo dobro spomnim, tis je bil kar problem za vse nas, čeprav moja starša recimo in vse te generacije so prišli do hiš, teh velikih zidanih bajt, prav skozi kredit, se pravi, vzeli so kredit in potem je prišla hiperinflacija in kredita niti niso več odplačevali. To je bilo tako smešno poceni, da neverjetno. Tega ni več, teh časov nikoli več ne bo. In tako da v bistvu vedno sem živela iz rok v usta. Pač kupiš si nekaj in to porabiš, zapraviš
In ko sem bila v najstniških letih, tam tako kot vi, recimo okrog 20, sem imela že kar dobro službo in zelo dobro plačano, in sem prišla do tega, da nisem imela časa, ker sem delala 16 ur na dan, dobesedno, nisem imela časa tega denarja zapraviti in sem je nabrala kar veliko. In potem sem razmišljala, o boh, kaj bi jaz zdaj kupila za ta denar, kaj bi kupila, to je res napačno razmišljanje. In sem razmišljala, da bi kupila avto. Tak velik, da bi imela avto in to totalno narobe, ker to ni investicija. To je strošek in hiša je strošek. Razen, če kupiš avto zato, da prevažaš ljudi in računaš, in kupiš hišo zato, da jo oddajaš. Potem je to sredstvo. Tega nisem takrat ločila. Danes to ločim. In bi začela dejansko vlagati v te stvari, v samo znanje sem pa itak že vlagala. In to je pa res dobro, ker sem naredila, mene znanje že od nekdaj zanima, že pri 5 letih sem se naučila brati sama in sem brala knjige. Brala sem knjige, vse me je zanimalo in to mladim priporočam. Dajte čim več, da rabite brati, tako kot sem jaz. Mi takrat nismo imeli računalnikov, nismo imeli YouTubea, danes dobite vse na YouTubeu. Tako da, jaz, če bi zdaj bila mlada, bi torej vlagala v znanje, to je prva stvar, v kakšno dobro mentorstvo, v to bi vlagala denar, in pa naprej v bistvu bi, če imaš nekaj malega denarja, se pravi, da zbiraš, pa zbiraš toliko časa, da zbereš 500 evrov ali pa 1000 evrov, ker se da, ni tak problem v bistvu, če veliko študentov dela in si lahko v bistvu tudi, ali pa recimo tisti, ki dobite za rojstni dan, se kar starši kar dajo, sorodniki kar dajo denar, nekaj zapraviti za lizike, sladoled ali pa PlayStation. Ker če vlagaš zdaj, boš čez 5 let lahko milijon PlayStationov kupil, lahko boš na Havajih lizal sladoled. Če pa sproti porabiš denar, ne boš nikoli ničesar imel. Tudi jaz recimo zdaj zadnja leta, ker je kriza, ne hodim na počitnice, zaradi tega, da prihranim denar in ga vlagam v sredstva, ki mi bojo dolgoročno prinesla pokojnino. Jaz osebno, to zdaj ni nek finančni nasvet, ampak jaz osebno ne verjamem, da bomo moja generacija in pa vi mlajši, da bomo prišli do državnih pokojnin, glede na to, da sem ekonomist in da finance zdaj že kar dobro razumem, vidim, da grejo stvari v napačno smer. Tisti, ki vodijo svetovne finance, ne vem, ali ne razumejo, kako gospodarstvo posluje, ali niso nikoli bili podjetniki in gospodarstveniki in so samo teoretiki, akademiki, to je možno, ali pa jih sploh ne zanima dobrobit ljudi, to je tudi druga možnost, ne vem, pač to sami presodite. Dejstvo pa je, da se današnja ekonomija slabo vodi in morali bi po mojem mišljenju ekonomijo, gospodarstvo prepustiti sposobnim posameznikom, podjetnikom. In to je tudi cilj v bistvu, ki ga imam jaz in pač ljudje v naši organizaciji. Se že ravno omenili svoj cilj, s tem vprašanjem bova kar zaključila ta intervju. Se mi zdi, da so že dost govorila. Zdaj, kaj je vaš glavni cilj z organizacijo IDM in pa mogoče v vašem življenju? Sta cilja enaka ali se v čem razlikujeta? Jaz sem tip človeka, ki nikoli nisem mogla delati nečesa, kar ni v skladu z mojim osebnim življenjem.
Se pravi, jaz že skozi, odkar se poznam, delam to, kar me res zanima v mojem življenju. Pač ali je to bilo novinarstvo, pisanje besedil, grafično oblikovanje, slikanje, fotografiranje, izdelava videov, tudi programiranja sem se lotila, ker so me te stvari zanimale. In cilj v bistvu je, se pravi, nekako se pokrivata moje osebno življenje in pa delo. Pri meni ni to ločeno, 8 ur dela, pa potem grem domov, pa se ukvarjam pač z nečim drugim. Ker je tudi, smešno se sliši, ampak imam vrt, skrbela sem sama, v bistvu brez nekih moderniziranih orodij, ampak z ročnih orodij za 7 hektarjev površine, ker sem odlično pridelala svojo lastno hrano, odlične kakovosti, tako pristno, res pravo. In kaj sem se naučila iz tega? Ekonomije, ne boste verjeli. Zato, ker z opazovanjem narave sem ugotovila, da v naravi ne gre nič v nič, da se investira, da ena koruza, če vzamete storž koruze, ki zraste na eni veliki koruzi, pa je ponavadi ima 1, 2 do max 3 storže, je najboljša možna investicija. Ker na enem storžu koruze imate 400 zrn, najmanj 400 zrn, iz katerih bo zraslo 400 novih koruz. A veste, kakšen multiplikator je to? Tako sem jaz ugotovila, kaj banka, oziroma pač moja banka, kakšna bi mogla biti ekonomija, ker narava res, v bistvu tisto, kar v naravi propade, tisto zgnije in nahrani tisto, kar raste. In po mojem mišljenju, mogoče se vam bo smešen to zdel, bi mogli biti v ekonomiji enako. To, kar ne deluje, bi mogli propasti. Pa naj bo sistem, naj bo podjetje, naj bo nesposoben posameznik. To bi moglo propasti in iz tega zrasti nekaj novega. In moje osebno mišljenje je, bogati podjetniki, ki so ustvarili iz ničle svoje podjetje, potem, ko grejo v pokoj, ne bi smeli tega podjetja predati svojim otrokom, ampak bi mogel otrok iz ničle spet zgraditi svoje podjetje. Iz ničle, po mojem mišljenju. Le tako bi res stvari obstale, bile trajnostne, dolgotrajne, ker če se otrok ne nauči izkušenj, ki jih ima starš, to so pa ekonomske raziskave pokazale, da tisti otroci, ki podedujejo pri 3., 4. generaciji podjetja že zvodenijo. Ni povsod tako. Nekatera podjetja so 100 let in več stara. Zdaj, kaj pa je? Zakaj? Zaradi tega, ker imajo sposobne, vedno novi menedžerji pridejo noter, vedno novi direktorji, lastniki so že te otroci in potomci, ne vodijo pa tega podjetja, ampak jih vodijo v bistvu pač drugi sposobni ljudje. Hvala Bogu, da so dovolj pametni, da najamejo, zaposlijo ljudi, ki so sposobnejši od njih samih. Zato podjetja v bistvu preživijo toliko in toliko časa. Tudi v naši organizaciji je tako. V bistvu jaz prepuščam določene dele organizacije tistim ljudem, ki ste pri nas, ki ste boljši od mene na določenih področjih. Zaradi tega recimo video jaz obvladam, ampak ga ne delam. Zakaj ne? Ker mi ni treba, ker imam boljše ljudi v organizaciji in naredijo zadevo hitrejše in vodijo boljše od mene. Tako da ja, cilj organizacije, moj osebni cilj, da še te dve stvari malo ločim, moj osebni cilj je, da postanem finančno popolnoma neodvisna in stabilna, da pač imam
mesečnega pasivnega prihodka, toliko, kot imam v glavi za moj življenjski stil, da bi si ga jaz zaslužila. To je pač neka številka, ki sem že prišla nekako na 3/4 v bistvu te številke. In pa, da mi pasivni prihodki, se pravi vlaganje v sredstva, potem prinašajo dovolj mesečnega denarja za zmeraj, za vnaprej, da meni ne bo več treba delati za denar, ker zdaj trenutno nekaj še delam za denar, ampak nič hudega. To je pač določeno prehodno obdobje, iz katerega se tudi učim. Potem pa cilj organizacije same, IDM, je, da glavni cilj je narediti iz mladih, ki pridejo v našo organizacijo, dobre strokovnjake na svojih področjih, dobre specialiste na svojih področjih. Potem drugi cilj je, da tudi dojamejo široko sliko življenja, da se usposobijo še na drugih področjih, ki jih ta trenutek ne zanimajo ali pa mislijo, da jih ne potrebujejo, se pravi, to je tudi trženje, recimo trženje, pisanje besedil, optimizacija, stvari, ki pač tudi računovodstvo, tudi analize, vodenje podjetja, vse te stvari, tudi podcasti, ne nazadnje, se pravi, delo v medijih, pač nekateri se branijo določenih stvari, vendar pri nas spodbujamo, da se preizkusijo čisto na vseh področjih, zato da mladi dobijo samozavest, izkušnje in samozavest. In tretji cilj, ki je eden tudi glavnih naše organizacije, je, da te mladi postanejo finančno neodvisni. In nekako je vizija, da po 2 letih prakse pri nas mladi ustanovijo svoje podjetje na podlagi teh izkušenj, da že skozi našo organizacijo pridobijo določene stranke lahko in lahko se odločijo, da sodelujejo z našim društvom oziroma z našo organizacijo naprej. Ali pa da grejo samostojno pot in se potem mrežimo med seboj in pač tudi, če pride do nekih zelo velikih projektov, ki se včasih pojavijo, da recimo ena organizacija ali pa en posameznik tega ne zmore, se združimo in pač delamo skupaj. Moje osebno mišljenje je, da bo družba veliko boljša v prihodnosti, če bomo imeli zadovoljne ljudi. Ljudje smo zadovoljni takrat, ko imamo dovolj sredstev, torej dovolj likvidnega denarja in pa sredstev na depozitu, ki nam prinaša v prihodnosti neke prihodke. Če bomo imeli dovolj ljudi, ki bodo zadovoljni, bodo te ljudje svoje znanje, svoje zadovoljstvo, svojo ljubezen prenesli na svoje potomce, na svoje otroke, na svoje vnuke in tako bodo se generacije ena iz druge boljšale. Tudi naše gospodarstvo se bo po mojem mišljenju zboljšalo in mislim, da pač, če bi čisto vsi ljudje na tem planetu približno tako živeli, da bi bili zadovoljni, pa ni važno, ali hočeš biti skromen pa živeti na neki zemlji, ali hočeš biti pač nek podjetnik s prestižnim življenjem, to se vsak odloči. Skratka, da je zadovoljen z življenjem, da imamo svobodo, da nimamo omejitev nekih takih, da ne moreš živeti, dihati in pač delati tisto, kar bi rad. Potem bo cel planet, po mojem mišljenju, zadihal boljše in ne bo več toliko nasilja, ne bo več toliko kriminala, ljudje si ne bojo poskušali prisvojiti tujega premoženja in mislim, da tudi kriz ne bo več. Je to nekako malo utopična misel, ampak je pa neka vizija. Silva,
Hvala vam za ta intervju, dragi gledalci, hvala za ogled in pa se vidimo v naslednjem videu. Hvala. Hvala lepa, lep pozdrav.